Pozdravljeni! No, kot sem obljubila, vam bom posnela naslednji video glede hrane, kako kombinirati hrano. In ne nazadnje smo po novem letu, tako da želim vam vse dobro v tem letu. In ponavadi naredimo za novo leto neke obljube, si obljubimo, da letos bo pa drugače. In če ste se odločili, da boste nekaj drugače naredili, res vas prosim, dajte začeti vztrajati na tej poti. Ker najbolj enostavno je biti potem razočaran nad sam sabo, ker nič ne narediš, ampak glejte, če ste se odločili, da boste nekaj drugače naredili, dajte sebi obljubo, res je novo leto, je nov začetek, je novo obdobje in res se da marsikaj spremeniti. In danes nekaj nasvetov glede hrane, zaradi tega, ker danes je izobilje vsega dobrega, povsod se da dobiti kup dobrih stvari, se pa kako kombinirati. Še vedno vidimo ljudi, ki prodajajo kaki in dobi se ga tudi v trgovinah. No in zdaj, če pogledamo sam kaki, to je zakladnica vitaminov, mineralov, rdeča barvila, oranžna barvila delujejo na imunski sistem, delujejo na boljši vid, ker dejstvo je, da karotenoidne in flavonoidne snovi obnavljajo vid. Tako da, absolutno, to je zdrav sadež. No in zdaj, če pa pogledamo po glikemičnem indeksu, po glikemičnem indeksu to lahko dobite v knjigi, ko imajo hormoni žur na strani 122, je dejansko opisano sadje. No in če gledamo prav kiwi ali pa kaki, ima ta glikemični indeks 50, tudi mango. Vse to spada med glikemični indeks, ki je kar visok. In zdaj po domač pomeni, če boste pojedali kaki, pomeni, da se lahko, oziroma če sladkor vam bo narasel, no, po domač povedano. In to pomeni, da čez pol ure se vam lahko že sproži lakota in boste imeli tisto grozen občutek v želodcu, da ta trenutek rabite nekaj hrane, da ta trenutek je potrebno nekaj zaužiti. No, zdaj, če gledamo samo barvo kakija, to je rdeča, oranžna barva, ki je seveda potrebna za prvo in drugo čakro, daje energijo. Ampak za tiste, ki smo pa občutljivi na sladkor, je pa pomembna kombinacija. In zato je pametno, da če že jemo, recimo, kaki, ki ima glikemični indeks 50, vam bom pisala zaradi tega, da bo bolj enostavno, ker vam želim razložiti sistem srednjega glikemičnega indeksa. Se pravi, to je 50, glikemični indeks. Da vidim, če se mečkam boljš vidi, mogoče modar, takole, se vidi, ne, da je 50. In če v istem obroku dodamo poleg še nekaj, kar ima pa nižji glikemični indeks, recimo že s tem bi rešili kar precej tega sladkorja, če bi popili zraven jogurt. Navaden jogurt ima glikemični indeks 15, to skupaj znaša 65. Deljeno z 2 živili, pomeni, da smo tukaj na 32,5 in vse tam, kar je okrog 30, 35, nam že pomeni, da je že obrok, ki pomaga pri zmanjševanju teže. Pojmo naprej, recimo, odlična kombinacija pa je, če mi kaki, ki ima visok glikemični indeks, poleg pojemo kos sira, sir je glikemični indeks 0. Zdaj tukaj imam kar precejšen kos sira in dejansko za en obrok vmesno malco lahko pojeste pol kakija in recimo en takle kos sira. To je res zajeten kos. Edini nasvet, ki vam ga dam, dajte poleg, boš da kupujete manj masne sire, recimo lahke variante, sir naj ima tam okrog 25% mlečne maščobe, vse, kar je več, vam bo povzročalo počrejenje. No in če poleg pojeste še nekaj orehov, recimo pest orehov, pogledajte, kaj se zgodi. Orehi imajo pa glikemični indeks 15, imamo pa tukaj zdaj 65, deljeno s 3 živila. In to pomeni, več smo jedli kot v tem primeru, ko smo popili samo jogurt, in glikemični indeks je pa nižji. Pomeni 65 deljeno s 3 je to 20, 22 recimo, no, da bo bolj ne, 22. In kaj to pomeni? Poglejte, tukaj je 32,5, tukaj pa 22. Se pravi, smo jedli več, naše telo je dobilo več hrane, ampak kar pomeni nižji glikemični indeks in ta hrana se bo počasi spreminjala v sladkor, daje nam energijo, počutimo se dobro, dobimo. Zdaj, če pogledamo prav to, da imamo
sir, orehe in kaki. Kaki zakladnica vitaminov, smo rekli, vitamin A, noter ima flavonoide, to je predstopna C vitamina, zaščitne snovi, tako da v glavnem dobro živilo, ki ga kombiniramo z drugimi dobrimi živili. Sir, beljakovina in tudi maščobe. Zdaj pa maščobe niso toliko slabe, ker dejstvo je, da naše celice so narejene iz maščob. In če tukaj pogledamo samo celično membrano, celična membrana, to je maščoba. Tukaj so pa beljakovinski vhodi, pa spet je to membrana, ki je maščoba, pa beljakovinski vhod. In da tele vhode podmažemo, mi potrebujemo sicer dobre maščobe, omega 3, in zato v istem obroku pojemo orehe. No in kaj se pomeni? Maščobe pa v vsakem primeru pomagajo pri sami pretočnosti naših celic. Tako da kaj se zgodi? Dobimo dober obrok, siti smo in predvsem ne se držati tega, ker ogromno ljudi reče, zdaj se pa nič več ne jem, nobene stvari več. Vse lahko jemo, pomembne so kombinacije. Prvi zakon zdravega prehranjevanja je, jejte na 2,5 do 3 ure. Ker če boste izpuščali obroke, se vam bo dogajalo to, da, imam kaj prostora, tukaj se še kaj vidi, poglejte, cilj je, da sladkor ostaja cel dan v ravnovesju. Se pravi, da pojemo na vsake toliko časa, na 2,5 do 3 ure en obrok. Kakor pa določen obrok spustimo, se pa zgodi, da nam začne sladkor padati in pridemo do točke, ko nastane dobesedno luknja v našem želodcu, možgani, kar pomislite, kako deluje. Ko vam močno pade sladkor v krvi, jaz vam povem iz mojih izkušenj, jaz sem zelo občutljiva na sladkor in moram kar malo paziti, kako kombiniram hrano. In pri meni se dogaja, da recimo lahko spustim obrok, ampak ko pa pride tisti naval lakote, ni važno, kaj pojem. Druga stvar pa preden pride do tega navala, in se dobesedno tresem, glava me začne boleti, koncentracija se mi zmanjša, na živce mi grejo stvari, ki mi drugače ne grejo. Tako da v glavnem, lejte, pomembno je, da kombiniramo hrano, da znamo kombinirati. Seveda, lejte, priporočam vam, vzemite tukaj v knjigi, ko imajo hormoni žur, rumeno poglavje, imate vse to opisan. Posnela bom še več video v tej smeri glede kombinacij, kako kombinirati. Seveda vas povabim tudi na moja predavanja, kjer boste seveda zvedeli veliko več in lahko tudi vprašate. Eno stvar, kar vam pa seveda priporočam, dajte omega 3 dodajati, ker naše celice potrebujejo dobro maščobo. Omega 3 maščobna kislina spodbuja hormone, ki topijo maščobo na trebuhu, spodbuja hormone, ki obnavljajo, ki spodbujajo rastni hormon, v glavnem rastni hormoni v možganih, zato kažem tukaj gor, v hipofizi, spodbujajo tudi nastajanje hormona sreče, tako da v glavnem omega 3 rabimo vsi. In zdaj, ki jo dobimo, pač ribje olje. In vse ribje olje pač ni dobro. Lahko poiščete dober vir ribjega olja, bodite pa samo pozorni na to, da piše, da je medcelična diferenciacija. Vam po domač povem, kaj to pomeni. To pomeni, da je čisti vir omega 3. In to je najbolj pomembna zadeva, ker na ta način dobimo te dobre maščobe, ki delujejo na dobro delovanje našega telesa. Naslednja stvar je pa C vitamin. Seveda, zato je pomemben sadje, ampak zdaj, ko že izbiramo sadje, vam priporočam, dajte vzeti kislo sadje. In zdaj, če grem nazaj na stran 222, kot sem prej rekla, oziroma ne, 122, ne? 122 v knjigi, ko imajo hormoni žur, če izbiramo kislo sadje, lejte, kaj se zgodi. Recimo limone imajo samo glikemični indeks 20, ribez samo 15 in če imamo zmrzenen ribez, da ga zmešamo skupaj z jogurtom, nastane odličen sadni jogurt. Doma narejen ali pa mogoče, da ga zmešate med skuto, nastane krasna sadna skuta, ki je lahko odličen vmesni obrok. Tako da dajte kombinirati hrano, uživajte ta trenutek, res potrebujemo čim več vijoličnih, rdečih barvil in mogoče še namig pri hrani. Če ste neprestano lačni, dajte jesti korenček, ampak svežega, ker kuhan korenček
ima zelo visok glikemični indeks in zdaj, če pogledam tukaj korenje kuhano 85, to je na strani 124, medtem ko svež korenček ima samo glikemični indeks 15. Zelo, zelo nizek glikemični indeks in to pomeni, ste lačni, želite jesti, vzemite korenček, pojete nekaj orehov zraven in boste videli, v parih minutah bo minila lakota. Ali pa ko sira zraven pojete in imate mogoče dober umestni obrok popoldne, brez da bi potem vam tako padel sladkor, da na koncu iščete samo še sladko. No in ta teden sem govorila z enim gospodom, je rekel, da načeloma on odklanja večerje. In sicer ima probleme, mečkam ima trebušne maščobe, pa mečkam slabo spi, ampak ima nekje zakoreninjeno v glavi, da večerja pa ne. No ja, glejte, večerja je pametna zadeva, sploh če dobite recimo ena dobra večerja. Vloženi inčuni, če stisnete ogromno limone, potem pa ogromno, lahko 2 limoni, pa precej date olivnega olja, lahko date 3-4 žlice olivnega olja, potem pa nekaj zelenjave in to je toliko dobra zadeva. Jaz zraven ponavadi jem ali olive ali pa kumarce in mečkam polnozrnatega kruha in dobite vse. In glejte, to so dobri obroki, ni cilj, da stradamo, da si odtegujemo hrano in razmišljamo česa ne, ampak cilj je, da uživamo v dobri hrani. Tako da, zdaj novo leto, nov začetek in predvsem užitki v dobri hrani, kar glejte, to spodbuja dobre hormone, te hormoni pa povzročajo dobro počutje in pomlajevanje. Tako da, ja, vse lepo vam želim in poskrbite za sebe in čez par dni vam pošljem nov video. Še to, če razmišljate o tem, da bi bilo mogoče pametno aktivirati, malo pospešiti hujšanje, odličen je komplet za hujšanje, kar avtomatično pomaga pri tem, da aktivira tisto, kar je nekje zabetonirano. Mogoče kakšen ta beljakovinski napitek tukaj aktivira. Tako da smo na liniji čez par dni in vam pošljem še kakšen zanimiv uporaben nasvet za vaše zdravje. Imejte se radi, predvsem sebe.